Francoska pisateljica maroškega rodu Leila Slimani se je proslavila z romanom Uspavanka, v katerem načenja vprašanje družine, vprašanje ženske, izkoriščanja. Deloma se tem loteva tudi v svojem novem romanu, ki je pravzaprav prvi del trilogije z naslovom Dežela drugih. V tem romanu je črpala navdih iz zgodbe svoje lastne rodbine in na tej podlagi zasnovala nekakšno družinsko sago, ki jo je povezala z osvobajanjem Maroka izpod kolonialne oblasti in hkrati tudi z bojem žensk za osebno svobodo. In zgodba se začne, ko se ognjevita mlada Matilda zaljubi v maroškega vojaka v francoski vojski, Amina Belhadža. Mlada dva se poročita in se po koncu vojne preselita v Maroko. Se ustalita na kmetiji na obrobju mesta Meknes. Amin ima s kmetovanjem zelo velikopotezne načrte, vendar je ker je poročen s Francozinjo in tudi prežet s francosko kulturo, nekako ujet med dvema ognjema. Po drugi strani je Matilda kot Francozinja seveda neprestano pač v bojih s tamkajšnjimi pač togimi običaji, tudi s samoto in pomanjkanjem. In ta dva različna svetova, ki sta vsak zase pravzaprav dežela drugih, poskušata nekako sobivati na intimni ravni in sta hkrati tudi odsev nekega širšega pač družbenega dogajanja. V tem času se namreč v 50-ih letih v Maroku odvija boj za neodvisnost in ta boj seveda spremljajo nemiri, nasilje, po eni strani maščevanje, po drugi strani poskusi sprave, zatekanje k tradicionalnim vrednotam, po drugi strani k modernim vrednotam in tako naprej. In zdi se mi, da je točno to večplastnost Leila Slimani odlično ujela. Ravno to je mogoče ena njenih glavnih odlik, namreč da ne podlega niti viktimizaciji, niti obsojanju, da prikaže svoje junake ne črno-belo, ne poenostavljeno, da je nekako ves čas na strani življenja. Tudi osebe so prav zato zelo prepričljive, v prvi vrsti glavna junakinja Matilda, ki recimo svoje domače sredi maroškega pač podeželja utruje s svojimi alzaškimi segedini in praznovanjem božiča. Hkrati pa ves čas niha med uporništvom in nujnim prilagajanjem. In roman zelo dobro prikaže, v bistvu, kako težko je v vsakdanjem življenju presegati takšna nasprotja in kako boleče kompromise to v resnici terja. Roman ima seveda svoje nadaljevanje. V naslednjem delu spremljamo Matildino hčerko in neodvisni pač Maroko, ki si v teh spremenjenih razmerah iščeta novo identiteto.